Če vas zanima, kdaj sejati za kumare in katere so tiste sorte, ki dajejo odličen pridelek, ste na pravem naslovu. Govorili bomo o kumarah. Kumare so zelo priljubljene na slovenskih vrtovih, največkrat jih gojimo na opori. Jaz pa bom kar najprej skočil na sorte. Tukaj imamo sorto Darina. Ta sorta je zelo pogosta, solatna kumara, doseže dolžino tam približno 20–25 cm, boljše raste na opori, tla pa lahko prekrijemo s folijo, da jih nekoliko ogrejemo. Seveda pa je to sorta, ki daje kakovostne, velike pridelke. Jaz bi rekel, kar tista kraljica na slovenskih vrtovih. Ima rahlo bradavičaste plodove, lahko jih lupimo, lahko pa tudi ne, kajti v lupini je kar nekaj vitaminov, mineralov, ki so zelo koristni. Seveda pa imamo tukaj še sorto Gergana. Ta sorta pa ima gladke plodove, izrazito dolge, tam do 35 cm. Jaz jo obvezno gojim na opori, tam daje najboljše pridelke, tako se tudi ne krivijo. Seveda je pa tudi bolj zdrava. Ta sorta enostavno je tudi splošno dokaj odporna, boljša kot tiste stare sorte, tako da zagotovo sorta Gergana sodi na vaš vrt. Ko sejemo na prosto, jaz običajno v sadilno jamo postavim 2 semeni, ko obe skalite, naknadno lahko eno odstranite ali pa presadite, tako da grem zagotovo na trotel ziher sajenje. No, naj povem še to, preden nadaljujem s sortami, da kumare enostavno ne sadimo prehitro, kajti to je izrazito rastlina, ki ima rada topla tla. Najboljše se počuti, če jo sejemo takrat, ko smo zjutraj na vrtu, lahko že v kratkih rokavih, to je tisti idealen termin. Temperatura tal pa je v tistem obdobju tam od 18 do 20 stopinj, to je tisto idealno, zato jo jaz na vrt običajno sejem po ledenih možeš okrog 15. do 20. maja, takrat potem hitro kali in tudi dobro napreduje z rastjo. Vsi tisti, ki ste doma v bolj toplih krajih, pa lahko pohitite, upoštevate predvsem stanje in temperaturo tal. Če jih pa sejete na prosto za 1. maja, pa je treba pogledati dolgoročno napoved. Če ni napovedanih dolgoročnih ohladitev in močnega deževja, potem enostavno lahko kumare sejete. V primeru pa, da je hladno, pa raje počakate in bo bolj uspešna tista druga setev. No, tretjič pa lahko kumare sejemo tudi v juniju, od 15. do 20. junija, takrat zelo hitro kalijo, rastejo, že po dobrem tednu pa kukajo iz stav in takrat enostavno poskrbite za setve, ki nadomestijo te spomladanske kumare in tako dobite dober pridelek, ki je zdrav, vitalen, še pozno v jesensko obdobje. No, tukaj pa imamo še favorita za solatne kumare, to je sorta Levina, ki ima kratke, hrustljave plodove, dolge tam 8 do 10 cm, jaz pa jih najraje še pobiram čisto majhne, kajti takrat so še posebno prikupne, zelo radi jih imajo tudi otroci, vložene kumare pa so zakon za ozimnico. No, če že govorimo o otrocih, pa imajo otroci najrajše te kumare, to so posebnost. Uštejemo jih praktično med kumare, čeprav imajo okroglo obliko, podobno kot jabolka, dosežejo pa velikost limone oziroma manjšega jabolka, gre pa za sorto Lemon. Ta sorta pa je zanimiva zato, da enostavno v suši najbolje zdrži, tudi ne greni, kar je zelo dobro, ima tak blag okus, uživamo jih mlade, zelo radi pa jih imajo otroci. Ko govorimo o kumarah, ki ne grenijo, pa je tudi sorta Gergana pravi naslov. Vse kumare pa ne bodo grenile, če boste dovolj zalivali, kajti grenčica se pojavi takrat, ko nimajo dovolj vode, tako da v vročem poletju obvezno zalivajte, poskrbite za dogojevanje opore. Kumare so zelo enostavno za vzgojo, tako da vam želim čim več dobrega pridelka. Z izbiro dobrih sort pa boste na pravi poti, da bo tudi pridelka veliko.